igre danes počutili na odru, glede na to, da je to vseeno zadnja predstava oziroma premiera na tej mali drami? Dobar, na sami predstavi sem se počutila kot na premierski predstavi, to pomeni z vsem paketom treme, nervoze in tako naprej. Drugače pa sodelovanje v tej predstavi in v mali drami, ki je definitivno zadnja premiera na tem odru, takem kot je, tega enostavno ne bo več. Mislim, toliko je enih simbolov v tem mojem sodelovanju. Prvič, zadnja predstava. Jaz sem sorazmerno veliko sodelovala v mali drami in to moram reči tudi, sem imela srečo ene par predstav takih, ki ostanejo. Drugič, naslov te igre bo konec. In tretje, igram smrt. Več simbolov na kupu je pa res težko. Ja, občutki so zelo mešani. Po eni strani seveda se veselimo, pričakujemo nove obnovljene prostore, kjer bodo delovni pogoji boljši za ustvarjati, za delati. Po drugi strani pa seveda imajo ti zidovi neko zgodovino. Lahko se še tako pretvarjamo, ampak prostor nosi svoj duh in upam in želim si, da z obnovo ne bo marsikaj izgubljenega. Kaj kot doktor, ki si ga igral v predstavi, napoveduješ, tako bom rekla, pač če skaš iz sebe, kaj bi ti rekel, ker na koncu je vprašanje tudi, kaj ne bi ta novi svet kot Rešči meteor tudi prinesel, oziroma kaj lahko v tem času storimo, kaj bi ti naredil, če bi vedel, recimo, da je jutri konec sveta? Če bi bil jutri konec sveta, verjetno bi živel tako kot do zdaj. Povedal to, kar si mislim in poskušal čim bolj čutiti svet. Ja, vsekakor nas je občasno ta misel obšla in smo se o tem tudi pogovarjali in je nek občutek nostalgije pa enega zaključka. Tudi danes, ko sem čakala za odrom, da vstopam na oder, me je prešinilo. Sem rekla, zdaj pa zadnjič delam ta korak v luč, zadnja premiera v tem prostoru. Ja, je. Kaj bi pa ti naredila, če bi vedela, da je jutri konec sveta? Kaj bi si še želela izkusiti? Po moje bi šla v Pariz za tisti dan. Z možem bi šla v Pariz, to. Kako ti je bila kaj všeč današnja predstava? Ja, v bistvu bila mi je všeč in dala mi je misel, tako da zdaj sem še zmeraj tako pod vtisi, zbiram vse skupaj, jaz to doma še malo premeljem, ampak čeprav je bila duhovita, krasna, humorna, moram reči, da mi je odprla ogromno vprašanj ravno o tem, kaj, če bi bilo kmalu konec sveta. In vse te njihove zgodbe so me kar tako malo, moram reči, da sem kar resna, nisem tako nasmejana, kot sem pričakovala in se mi postavljajo marsikaj in to je dobro, to pomeni, da je predstava dobra. Če bi vedela, da bo jutri konec sveta, kaj bi si še želela izkusiti oziroma narediti? Ja, najbolj mi je bila všeč seveda natakarca v predstavi Menza, ki je rekla to, kaj pa če ne bilo vojn, kaj pa če bi bogati vse razdelili revnim in tako naprej, da bi zaenkrat, mislim, to bi bila tudi moja misel, ampak glede na to, da nisem tako bogata, bi jaz dala vse, kar jaz imam, zapravila bi vse in to seveda s prijatelji, z najbližnjimi in delila bi vsem in v bistvu bi me brigala, kaj si mislijo drugi in kaj bi si želela iti v copatak in v pidžami čez mesto Ljubljana. Res je, da nisem še zbrala vseh svojih misli. Predstava je neverjetna in mi je dala misliti in mi bo še dala misliti. Toliko enih stvari je nakazanih, ki nas pestijo in ki jih nočemo si priznati. Pa bi bilo prav, da bi si jih. Jaz bi predvsem rada čestitala in pohvala svoje kolege, igralce, režiserja, avtorja in ta temperamenten ples na koncu. Verjetno čisto vsi gledalci ne vejo, kako je težko na koncu predstave en tak močen zaključek. Pa, če bi ti vedela, da bo jutri konec sveta, kaj bi si še želela izkusiti oziroma narediti?
mislim, da bi živela tako, kot živim. Različne filozofije, pristopi do življenja napovedujejo že zdavnej, da recimo kabalisti, da je lahko samo ena civilizacija obstoječa 6000 let. Ne govorijo o koncu sveta, pač pa o menjavi civilizacije. In v judaizmu smo dosti blizu temu. Tako, no, tokle moram to zelo odkrito povedati, ne, mogoče nam manjka enih 250 let. Ja, ampak, ja, se vsak od nas reče, no ja, mene pa takrat več ne bo, ampak nekdo pa bo. In res je to, zakaj so bogati še bogatejši? Zakaj je znanost zanikana? Zakaj so spremembe v podnebju zanikane? Zakaj je politika skorumpirana? To so taka vprašanja. Zdaj je res čas, da se tega zavemo in nekaj spremenimo. Jaz pa bom živela tako, kot sem do zdaj. Pogumno.